Piran, na skrajnem rtu slovenske obale. Slovenska prestolnica obmorskega turizma, dedič bogate rimske in beneške kulture, ohranjene v knjigah, umetnikih, posvetni in sakralni arhitekturi. Nad osrednjim trgom večno prisoten skladatelj Giuseppe Tartini, takoj za njim lepotica Benečanka s kamnitimi obrazi in prepoznavno eleganco oken iz časa cvetoče gotike. Nekdaj romansko, latinsko mesto ima danes kozmopolitsko gostoljuben značaj. V koordinatah mednarodnega zračnega prostora je Piran z letališčem v Sečovljah priljubljena destinacija letalskih potnikov številnih evropskih držav. Piran je privlačen za različne obiskovalce, vsi pa radovedno prisluhnejo njegovi bogati, več kot 2000-letni zgodovini. Še vedno jo dihajo ulice, še vedno jo izžarevajo stavbe in zdi se, da obiskovalci hodijo skozi časovne koridorje ujete v hiše. Prvotno naselje Pirana, ime morda izhaja iz grške besede piron, ognjen, je bilo na rtu Madona, zgrajeno v 7. stoletju. Tu je slovensko morje najgloblje, kar 37 metrov. V času beneške oblasti pa je mestno jedro, zgrajeno v 15. stoletju okrog notranjega pristanišča, Mandrača po piransko, varovalo obzidje in močni obrambni stolpi. To zgodovino razkriva cerkev svetega Jurija, zaščitnika Pirana, zvonikom kot tisti svetega Marka v Benetkah. Močno vlogo cerkvenih krogov v zgodovini Pirana potrjuje tudi minoritski samostan s prelepim notranjim dvoriščem, prenovljen v 17. stoletju. Židovski kare priča o močni judovski skupnosti na obali. Piran je svoj statut, nekakšen zakonik, sprejel že leta 1274. Leta 1283 se ukloni pomorski sili Benetk. Svojo mestno podobo pa je ohranil skozi ves srednji in novi vek. V samem središču Pirana, na Tartinijevem trgu, dominira spomenik skladatelju Giuseppe Tartiniju. Je ikona Pirana, v bližnji spominski sobi pa ga spoznamo od bliže. Danes je ves Piran zaščiten kot kulturni spomenik, saj sodi med najbolj slikovita in zgodovinska mesta slovenske in jadranske obale. Ves Piran je prepreden s kulturno ustvarjalnostjo. Tu živijo in ustvarjajo mnogi umetniki, Piran je meka umetnosti. Festivalov, slikarskih kolonij, glasbenih večerov, koncertov, gledaliških predstav pa je vsak dan toliko, da je kulturna ponudba res za vsak okus. Zgodovina Pirana je prikazana v mogočni klasicistični palači Gabrieli v Pomorskem muzeju Sergeja Mašera. Ustanovljen je bil leta 1954. Same začetke naseljevanja na tem delu Jadranskega morja prikazujejo arheološke najdbe, zlasti grške in rimske provenience. Prvi zemljevidi sveta, Sredozemlja in Istre ter Portolane, ki jih je izdelal kartograf in morjeplovec Pietro Coppo, sicer Izolan, so varno spravljeni v trezorjih, toda na ogled je Coppov prvi zemljevid Istre iz leta 1525, kopija seveda. Iz 18. stoletja so znameniti ladijski modeli avstrijskega ladijskega modelarja Gruberja. Muzej ima bogato zbirko marinistov. Tragična herojska zgodba o kapetanu Sergeju Mašeri sega v začetek 2. svetovne vojne. Muzej pa je ohranil tudi podobo solinarstva v krajinskem parku Sečoveljske soline, v Solinarskem muzeju piranska občina sega globoko v Istro. Tam gojijo tipične sredozemske kulture, oljko in vinsko trto. Kako pa so delali nekoč, pripoveduje etnološka zbirka v Tonini hiši v vasici Sveti Peter.
Bolj kot nad morsko gladino so bile ladje pomembne pod morjem. Tam so prežale skrite nevarnosti. Zato so bili v vsej zgodovini ladjarstva zelo pomembni potapljači. V muzeju podvodnih dejavnosti je prikazana bogata zgodovina potapljaštva doma in po svetu. Nekateri eksponati iz te zgodbe pa prihajajo iz oddaljenih krajev jadranske obale. Marsikoga zanima življenje pod morsko gladino in to razkriva sodobno urejen akvarij v piranskem Mandraču. Tu se pred očmi malih in velikih obiskovalcev sprehajajo male in velike ribe in še mnoga druga morska bitja severnega Jadrana. Čarobni svet školjk vsega sveta v piranskem Mandraču pa je prava sočna paša za vsakega obiskovalca. In tudi takšen muzejček oziroma zbirka je v Piranu pri Mandraču. V času tradicionalnih morskih plovil je bil tudi Piran močno ladijsko središče s svojimi škveri, ladjedelnicami, ladijsko floto in pogumnimi pomorščaki. Danes je piransko pristanišče polno turističnih plovil, znan je vsakoletni prikaz sodobnih plovil nautika. Tradicionalna plovila so hitro izginila, a spomin ostaja. Simbol preteklosti je postal čoln Batana za priobalni ribolov. Danes spomin na tradicionalna plovila oživlja Pirančan Slobodan Simič Sime, avtor številnih knjig in reševalec starih batanj. Njegov izrek je: ladje so naredile Piran, in ima prav. Soline so bile nekoč rudniki belega zlata, soli. Zaradi podnebnih in geoloških danosti je bila obala severnega Jadrana zelo primerna za pridelavo soli in tudi Piran je bil močan pridelovalec. Star pregovor celo pravi, da je sol zgradila Piran. Piran že fatto da sal. Danes so se čoveljske soline najbolj severne soline Sredozemskega morja in tu se sol prideluje sezonsko, še na star, tradicionalen način. V času visokega poletja se jo pobira vsak dan. Sol vsebuje vse potrebne minerale, še posebej pa je dragocen in okusen solni cvet. Sečoveljska sol je danes zelo cenjena in iskana ne samo v Sloveniji, marveč tudi v tako oddaljenih državah, kot je Japonska. In ta sol je res belo zlato.